Vsem prav lep pozdrav in hvala za udeležbo na današnji tiskovni konferenci SDS, ki je namenjena dogodku, ki bo zagotovo zaznamoval našo državo. Gre za dejstvo, da je s tem, ko je Avstrija začela graditi ograjo na notranji šengenski meji, torej meji s Slovenijo, dejansko izrekla nezaupnico slovenski vladi. Spomnil bi vas, kako povsem drugačno je bilo ravnanje, ko je Madžarska pred nekaj meseci samo razvila par kolutov vodeče žice na slovenski meji in je bilo takoj to glavno vest v poročilih. Sklicane so bile izredne seje različnih teles. Zdaj pa, ko Avstrija gradi ograjo, gradi pa jo drugačno, povsem ograjo, ki odraža namen, da ostane dlje časa. Veste, da je v srednjem delu ne bi bila velika 4 metre in pa na manj izpostavljenih mestih nekoliko nižja. S tem, da se uporabljajo tudi betonski stebri, velika oporja in tako naprej. To je vsekakor nekaj, kar priča o tem, da se to ne postavlja neke začasne tehnične ovire za en teden ali en mesec, ampak gradi resno ograjo. Ampak o tem praktično ni odziva. Nasprotno, lahko smo prebrali nekaj, kar pravzaprav da še posebej misliti, da se to ograjo postavlja s soglasjem Vlade Republike Slovenije oziroma z njeno vednostjo. Če ta podatek drži, potem, oprostite, je nekaj zares zelo, zelo narobe. Namreč, kaj taka ograja pomeni? Taka ograja je to trajna ograja na notranji šengenski meji, na meji, ki po predpisih naj bi omogočala povsem prosto gibanje ljudi, podjetnikov, poslovanje, pač izmenjavo na trgu delovne sile, prost pretok kapitala. Vse to ne bi omogočal Schengen. Schengenska meja ni bila samoumevna, kot se morda komu danes zdi po toliko leti. Schengenska meja je bil eden največjih dosežkov vlade Janeza Janše iz obdobja 2004-2008 in je bila plod trdih pogajanj in ogromno vloženega dela. Takratne vlade, pa seveda policije in vseh drugih, ki so pri zagotavljanju Schengena bili udeleženi, tako da smo izpolnili vse ostre zahteve, ki jih šengenski predpisi postavljajo pred državo. Takrat smo jih izpolnili. Ograja, ki se postavlja danes na naši severni meji strani sosede Avstrije, v kar 4-metrski višini, priča o tem, da sedanja vlada ni sposobna zagotavljati Schengena ne na svoji južni meji, ne znotraj meja Republike Slovenije. Če pa drži podatek, da je to narejeno z njeno vednostjo in z njenim tihim soglasjem, pa to priča, da se je ta vlada dala v usodo, da s tem sama priznava, da je popolnoma nesposobna izvajati Ustavo Republike Slovenije, zakone, mednarodne pogodbe in vse druge predpise, ki sestavljajo pravni red države Slovenije. Iz tega seveda sledi lahko samo eno. Vlada Republike Slovenije se ne zaveda, kaj pomeni postavljanje ograje na severni meji. Ta je bilo mimogrede v avstrijskih, tudi nekaterih vojaških revijah in spletnih straneh napovedana že nekaj mesecev prej, na kar sem tudi opozarjal. Napovedana je v izgradnjo v dolžini 25 km, ne samo izgradnjo v dolžini 3 km, kot se zdaj govori. Gradila pa ne bi se postopno, ravno zato, ker se gradi trajna, zelo visoka ograja. Vse ostalo pa namerava Republika Avstrija zaščititi za uporabo vojaške sile in je zato določene premike vojaških enot že izvršila. To seveda pomeni, da bo Slovenija iz tega prostora izločena. To pomeni dejansko nezaupnico sosede Avstrije proti državi Sloveniji in predvsem proti vladi države Slovenije, ker očitno ni sposobna zagotavljati šengenskih predpisov. Sedaj jih bo pač morala zagotavljati Avstrija. Vlada Republike Slovenije bo zato morala prevzeti odgovornost za ogromno škodo, ki bo s tem povzročena. Že prvič v tem trenutku kot signal,
kasneje pa dejansko, se gre za šengensko območje. To bo škoda, ki bo povzročena vsem državljankam in državljanom, še posebej pa bo zagotovo kakršnokoli izločitev ali sprememba šengenskega območja prizadela slovenske podjetnike. Sprenevedati se, da je to samo zaradi migrantov, je seveda nesmiselno. Če bi slovenska vlada migrantske tokove obvladovala, če bi izvajala dosledno Schengen, nobena ograja na avstrijski strani ne bi bila potrebna. Ampak slovenska vlada tega ni sposobna storiti. Ta nesposobnost slovenske vlade pa pomeni, da je skrajni čas, da prevzame vlada odgovornost za ves ilegalni migrantski tok, ki ga v nasprotju s šengenskimi in drugimi pravnimi predpisi dovoljuje vlada Republike Slovenije in da ob trenutku, ko se začenja graditi ograja na naši severni meji, kar je največja grožnja slovenskemu podjetništvu v zadnjem obdobju, prevzame odgovornost za